Zdaj se zavzemimo za to, kakor želi Gospod, da bi izgradili prihodnost polne sprave ter bratske skupnosti. Če tega ne bi storili, bi bila to največja krivda današnjega časa. S temi besedami je papež Frančišek danes dopoldan v Vatikanu nagovoril jeruzalemskega pravoslavnega patriarha Teofila III. S spremstvom. Na začetku se mu je zahvalil za topel sprejem med apostolskim obiskom v Jeruzalemu maja 2014. Conservo viva nella memoria la premurosa attenzione. Ohranjam živ spomin na pozorno skrb, s katero ste spremljali mene in ekumenskega patriarha Bartolomeja v baziliki, v kateri so kraji, kjer je bil Jezus križan, pokopan in je vstal. Z ganjenostjo se spominjam postanka v molitvi pred praznim grobom. Ob tem ponovno izražam svoje zadovoljstvo glede obnove tega presvetega kraja. S tem se ni zgolj ohranila celovitost spomenika preteklosti, ampak se je delalo tudi z namenom, da bi prav tako v prihodnosti odmevalo pričevanje, ki izvira iz tistega praznega groba. Vstal je, ni ga tukaj. Glejte kraj, kamor so ga položili. Vesel sem, da so jeruzalemski grko-katoliški patriarhat, jeruzalemski armenski patriarhat in frančiškanska kustodija svete dežele skupaj odlično sodelovali, tako kot že prej pri obnovi bazilike rojstva v Betlehemu. Vaši blaženosti se prisrčno zahvaljujem za prizadevanje pri tem. Papež Frančišek je nato ponovno izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi spopadov, ki pretresajo sveto deželo že več desetletij. Spomnil je, da negotovost situacije in nerazumevanje med stranmi še naprej povzročajo nevarnosti, omejevanje temeljnih pravic ter to, da mnogi zapuščajo lastno zemljo. Zato Boga prosim za pomoč ter pozivam vse vpletene, naj si še bolj prizadevajo za vzpostavitev pogojev za trajen mir, ki bo utemeljen na pravičnosti ter priznavanju pravic vseh.